Čau, prijatelji. Čau, Leo. Lih sem bil v šoli, pa sem rekel, da bom šel domov, da vjamem avtobus, pa sem rekel, kaj videla si tukaj? Tudi jaz sem končal šolo, ja. Smo se prijavljali za maturo, pa sem izbral za maturo, sem izbral kot izbirni predmet ekonomijo. Ja. Ja, jaz pa psihologijo. In kaj se učite tako pri psihologiji? Pri psihologiji se učimo o sanjah, pa o čustvih, pa o tem, če smo vsi ustvarjalni, o samopodobi. Če naprimer se ne znaš učiš, ti da veliko na svetu, da se boljše učiš, pa o potrebah. Makne da se o potrebah tudi pri ekonomiji. Ja, res je, tudi pri ekonomiji se učimo o potrebah. Poznamo ekonomske in neekonomske potrebe, učimo se o značilnostih potreb, govorimo o inflaciji, o deflaciji, različnih gospodarskih sistemih, kot so kapitalizem, centralno-plansko gospodarstvo, tudi o BDP-ju govorimo, ki je velik pokazatelj gospodarske moči držav, in učimo se tudi o nevidni roki Adama Smitha. Njega sem že slišal, veš. Lih zadnjič sem gledal na televiziji eno oddajo o njemu, sicer sem malo zamudil, ne razumem, ki mi lahko malo bolj objasniš o temu. Nisem lih dobro videl tega, ne? Adam Smith je bil zelo pomemben ekonomist in je veliko pripomogel k razvoju same vede in veliko ekonomistov ga ima za očeta ekonomije. Prav toliko, Ja. tipo Sofokle. Ja. Čau, družba, kaj pa vi tukaj? Čau, Špela, čau. Čakaj, jaz moram iti Ja, me mama klicala, moram iti na kosilo. Čau, družba. Čau, lepo se imej, pozdravi mamo. Koliko sem maturana? Jaz sem se prijavila na maturo od sociologije. In kaj se vi učite pri sociologiji? Se učimo o družbi, pogovarjamo se o istospolnih parih, o revščini ter o neenakosti med spoloma. In kaj polni izolirani otroci, kaj je to? To so otroci, katere so starši zapustili in so živeli za živali. Ko so jih našli, niso znali govoriti in so se obnašali kot živali in nikoli niso postali navadni. Zaenkrat. Ja. In takrat sem ugotovila, da človek sam ne more zadovoljiti večine potreb, ampak le skupaj z drugimi ljudmi v družbi. Ma daj ne govorim o drugih ljudeh, ki to meni že non-stop teži. Odkar sem se rodil, starši, sošolci, profesori, ma ne samo to. V glavnem, veš kaj, pravna pravila so povsod, ne? In kaj se učite pri pravu? V pravnih aktih, večinoma, ki so zapisani v Uradnem listu Republike Slovenije. In v njih so tudi neke določene naše pravice, s katerimi lahko potem zadovoljujemo naše materialne in nematerialne potrebe. Večinoma, ne? Recimo, jaz sem se vpisal na ekonomsko, zato da zadovoljim svojo potrebo po znanju, recimo, ne? Na tak način. Tako da ja, mislim, da poznavanje prava ne škodi, no. V bistvu pravo pride prav, tako ti vam rekel. Torej, vsi ti predmeti, pri njih se učimo o potrebah. Mislim, da ja. No, jaz grem domov, ker se rabim učiti. Jaz tudi. Čau, Leon. Čau. Jaz pa čakam mamo.